Pozdravljeni. Sodelujete pri EIP projektu, ki se ukvarja z gnojevko in pa vplivom za zmanjševanje dušika. Prihajate, vi ste Kristina Zorko in prihajate iz družinskega podjetja JPZ Janez Zorko. Gre za zelo aktualen projekt za slovensko kmetijstvo. Kako ga vi ocenjujete? Ta projekt je pomemben predvsem z dveh vidikov, ker hkrati skrbi za trajnost kmetijstva, za okolje, upošteva negativen vpliv gnojevke in kmetovanja na okolje, ampak hkrati tudi pomaga kmetu, da je njihova konkurenčnost višja, da lažje delujejo na trgu, da pač gnojevko, ki jo imajo, bolje izkoristijo. Kljub temu, da se je v bistvu projekt začel letošnje leto, v bistvu imate zelo že prve konkretne rezultate. Kaj kažejo prve meritve? To smo v bistvu zelo veseli, da se pač tako hitro pokaže. Imamo srečo, ker eden izmed partnerjev ima 2 hleva, enega ob drugem, z enakim številom živali, enaka krma in sta potem idealna v bistvu za takojšnje rezultate, da lahko hitro vidimo, kako se stvari spreminjajo. Se pravi, naš prvi cilj je zmanjšanje izgub dušika. In dušik se v največji meri izgublja pri razvozu in pri skladiščenju v obliki amonijaka. In tule imamo par slikic, primerjav, da vidimo, kakšna je razlika. Ob visokih temperaturah, ki so bile recimo avgusta tam okrog 30, imamo pri tretiranem nič ppm delcev amonijaka v zraku, pri kontroli imamo 15. Potem zdaj pred mešani, se pravi 2 tedna nazaj, imamo pri tretirani nič, pri kontroli 11. Potem je pa tu še zadnji v bistvu poskus, ki se bolj nanaša na lokalno prebivalstvo, ki ga praviloma moti ta neprijeten vonj ob razvozih. Ko se da tak zvon naredi in se izmeri v bistvu koncentracija v zvonu. In tu spet primerjamo, tretirana ima nič, kontrola ima 13. In ves ta dušik, ki ga v bistvu tu ohranimo, potem ostane v gnojevki. In razlika je kar očitna. Pri prašičji gnojevki, ki ima v osnovi več dušika, ga tudi lahko več ohranimo, smo v enem kubiku ohranili skoraj 2 kg dušika več, pri govejih pitancih pa 1 kg. Nas je najbolj presenetil v bistvu podatek, pa je BPK, to je v bistvu biološka potreba po dušiku v 5 dneh in se uporablja bolj v čistilnih napravah, koliko je voda obremenjena z organsko maso. In če mi dva zdaj to dava na gnojevko, koliko ta gnojevka obremenjuje okolje, sva ugotovila, da v bistvu tretirana gnojevka za skoraj 3-krat manj obremeni okolje, kot pa netretirana, kar je pač velik pozitiven vpliv na celotni ekosistem. Želim vam uspešno delo še na naslednjih letih, da te stvari do konca testirate in potem tudi te rezultate predstavite vsem ostalim kmetom v Sloveniji in da bodo res dobri rezultati. Ja, bomo, vse kot vidite se že trudimo, imamo že tu določene stvari, ker rezultate imamo in pa želimo razširiti še naprej, tako da bomo nadaljevali. Hvala lepa in srečno. Hvala vam.